Pozdravljeni in najprej ena lepa misel ali pa ne pa želja za začetek in to je, da danes je en trenutek, ko se svet spreminja in jaz verjamem, da se spreminja za vse nas in vsem nam v korist. Za vas imam 7 praktičnih nasvetov, kako lahko danes v tem času dobite nekaj koristnih idej, korakov, akcijskih načrtov, s katerimi lahko po koncu vse te situacije postanete zmagovalci, kako po tej korona situaciji postanete še boljši vodje, še boljši očetje, mame in tako dalje. Tako da za vse tiste, ki ste mame in za vse tiste, ki imate mame, ali so te mame na tem planetu ali pa mogoče že nekje drugje, vas vabim, da danes seveda preživite v nekem lepem čustvenem stanju, kajti to je dan, ko se pravzaprav spominjamo na pomen materinstva, pomen začetka in tako dalje. Tako da čestitke. In za tiste, ki se ne poznamo še, moje ime je Aleksander Šinigoj in zadnjih 15 let se ukvarjam s tem, da pomagam ljudem, kako boljši razmišljajo, kako dosežejo več svojega potenciala in kako se premaknejo z te cone obdobja v to, da bi dosegli to, kar bi radi dosegli. Za vas imam danes 7 konkretnih, praktičnih nasvetov. Upam, da vam bodo koristni, upam, da vam bodo prišli prav in upam seveda, da boste skupaj z njimi in z temi nasveti lažje, bolj zabavno in tudi z nekim pozitivnim občutki preživeli ta čas, ta trenutek. Jaz vem, da eni me vidite, ker Instagram kamera je tukaj, Facebook kamera je tam, tako da mogoče bom nekaj časa pogledal na eno stran, nekaj časa pogledal na drugo stran. Bom hvaležen, vesel, če seveda mi napišete v komentarje, da me slišite oziroma saj en like stisnite, zato da me slišite, da me vidite. In zdaj, ko bomo šli skupaj skozi te moje nasvete, seveda, jaz si želim, da bo eden tak, ki boste rekli, wow, ta je dober, tega bom uporabila, s tem bom v bistvu nekaj naredila. In če bo še kakšen potem poleg vsega tega dober, koristen, ga lahko tudi sami uporabite. Tako da jaz sem počaščen, da ste z mano, da me spremljate. Hvaležen sem, da imam priložnost sodelovati z številnimi izmed vas, še vedno, da hvaležen, da imamo kljub vsej situaciji dela in se mi zdi, da imamo skoraj več, ker je ta svet se tako začel spreminjati, tako da, Peter me sliši, odlično. Lep pozdrav, Polona v Celje, Instagramovce na žalost ne vidim, tako da Instagramovci bom pol pogledal vaše komentarje oziroma bo Nika, ki je naša skrbnica Instagram profila, pogledala in seveda odgovorila na vsa vaša vprašanja oziroma na to, kar se nam tukaj mogoče vam poraja. Tako da, ena stvar bi vam dal na začetku to, da dostikrat se nam zgodi v življenju, da imamo občutek ali pa idejo ali pa misel, da smo prevzeli življenje v oblast in da smo mi tisti in naš ego je tisti, ki reče, evo, zdaj pa jaz obvladam in zdaj je vse super in kar naenkrat se zgodi ena motnja, ena sprememba, nekaj, kar v resnici nismo pričakovali ali pa nismo bili na to pripravljeni in nas da malo iztira ven in naša naloga seveda, da se naučimo, kako lahko, kadarkoli se kaj takega zgodi, znamo tako reagirati, da smo seveda v nekem stanju, ki je koristno za nas. Tako da dajmo začeti s temi mojimi nasveti. To me je 7 nasvetov imam za vas, ki sem si jih pripravil. Kaj bi vam jaz rad dal? Hvala lepa vsem, ki ste mi kaj komentirali, napisali. Mogoče za vse tiste, ki mislite, da je to koristno, da vidijo, slišijo še drugi, z veseljem, bom hvaležen, če lahko kliknete na share in delite naprej, mogoče še komu drugemu lahko pomagamo. To je moj namen, je, da grem skozi stvari, ki jih že morda veste, ker mogoče ne bom več pametni, a povedal novega, vendar jih ne počnete dovolj konsistentno, disciplinirano, ali pa ne daste mogoče vse energije v to, ki bi jo lahko dali. Tako da jaz seveda grem po vrsti in začnemo. Začnemo z
zeleno barvo. Napišite mi samo, da vidim, če je komu izmed vas zelena barva, najljubša barva, oziroma vsaj pokomentirajte, da vem, če je to prava barva. To pomeni, prvi nasvet, ki ga imam, je ta, da minimizirajte vse, kar je negativnega. Kaj mislim s tem nasvetom? Ta nasvet v resnici je ključen v tem trenutku zato, da pogledate na vse te informacije, ki danes prihajajo, z vidika enega pomembnega sita, ki je, da vsaka dan sporoča ali pa objavlja ali pa komunicira skozi svoj model sveta. In danes, če bi rekel, kaj je prevladujoč občutek v tem planetu, in zdaj bolj ali manj se situacija ponavlja kjerkoli po svetu, je prevladujoč občutek ali strah, ali negotovost, ali jeza včasih in tako naprej. In jaz vas prosim, da se maksimalno izogibate, kar pač lahko tudi zaradi svoje službe, zaradi tega, kar počnete, se izogibajte vsem tem negativnim informacijam. To meni, zdaj, če nujno morate pogledati, kaj se dogaja v svetu, da vidite, jutri je služba ali ne bo služba, če to zaradi tega poklica, poglejte par novic, preberite. Vendar, jaz ko gledam danes, kaj ljudje objavljajo, kakšne komentarje dajo, včasih tudi na Facebooku ali pa na drugih medijih in tako naprej, gledam na to, da je cel kup ljudi, ki so še malo bolj potencirano nezadovoljni. En razlog, zakaj se to dogaja, je tudi ta, mimogrede, da vsi ti ljudje, ki so potencialno nezadovoljni, zdaj živijo lahko v okoljih, ki jim niso tako prijetna. Vi se morate zavedati nekaj, da vsi tisti, ki so imeli izzive z odnosi, osebnimi odnosi in zdaj so prisiljeni biti doma, imajo še več izzivov. Kitajska je zabeležila prav po tem situaciji ogromno ločitev, to pomeni povečano število ločitev. Ljudje začenjajo menjati službe in kar naenkrat se ta transformacija bo začela tudi pri nas dogajati, še malo bolj potencirano. In želim, da pogledate, kateri kanali za vas vplivajo negativno in te kanale zmanjšate na minimum. To pomeni, da res zberete vire informacij, ki jih boste dobivali, ki vam koristijo, ki vam dajo neko inspiracijo, motivacijo, meditacijo v dobrem čustvenem stanju in vse ostalo, da ste na minimum. Minimum. In tudi vas prosim, da ne komentirate naprej negativno. Kajti, ko opazujem tudi nekateri izmed vas, ko komentirate vse te odločitve, eni so bili prej strašno nastrojeni na prejšnjo vlado, eni so zdaj negativno nastrojeni na sedanjo vlado. Paste nekaj, sem gledal par komentarjev, jaz sem potem nekaj, kar se moram izklopiti iz tega, sem gledal par komentarjev, ki so bili negativni na to, kar se je dogajalo recimo na Hrvaškem. To pomeni, mi imamo sosede, ki kadarkoli grem tja, imam dober odnos, se razumemo, otroci se povezujejo med sabo. Ljudje, ki govorijo podoben jezik našemu in nekdo jim privošči, da se je zgodilo poleg situacije, ki se vsem dogaja, še potres in tako. Namesto, da bi postali dobre, lepe misli in želje, in to vas prosim, ne id v to igro. In zdaj sem tudi upam, jaz šel, ker najhujše je to, da nekdo nekaj negativnega komentira in potem vi, ki oni negativno komentirate negativno na ta negativen komentar. Potem smo v isti igri, to me pošljete sočutje, pomislite, oseba, ki tako grdo piše, negativno piše, namesto da bi nekomu poslala molitev, željo, ljubezen, željo vsem ljudem, ne govorim ljudem, ker vi se morate zavedati te osnove, da smo mi več ali manj drugačne barve kožo imamo, mogoče imamo drugačno religijo, mogoče imamo drugačen jezik, vzgojo, da smo se rodili na drugem kontinentu. Mi smo vsi ljudje in naša naloga je ta, da dajemo to, kar bi radi dobivali. In če bi radi dobivali dobro čustveno stanje, je fajn, da dajete dobro čustveno stanje. Tako da tukaj vas vabim, da rečete, zaupam, da nekdo, ki zdaj to popravlja, bo to naredil najboljše, to ni moja funkcija,
moja vloga je, da se preusmerim nase. Nase to pomeni, kaj jaz lahko naredim, ne pa, da se usmerim, da začnem komentirati, kritizirati. Sploh v tem času se mi zdi, da bi ta situacija se bistveno prej rešila, če bi ljudje počeli to, kar počnejo, biti tako negativno čustvenem stanju, kritizirati, govoriti hrde stvari, bla, 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 bla. Ja? Naslednji nasvet, da upam, da je bil prvi v redu in da ga boste upoštevali. Tukaj imam seveda drugo barvo, modra, komu je všeč modra, samo toliko, da vem, da ste še živi z mano, da ste, če je kaj koristnega, kar govorim, bom hvaležen, da mogoče delite ta posnetek tudi na vašem Facebooku. In ta nasvet mi je dosti pomemben, da in ga predvsem jemljem karierno, ne, je, da služite vašim strankam. To pomeni, veliko izmed vaših strank je zdaj v situaciji, ki vam mogoče ne more plačati, vam mogoče ne more nič kupiti. Mogoče je situacija, ko so tako negotovi, da se bojijo to narediti. Vaša naloga je ta, da še posebej zdaj več služite, da dajete na voljo vire, ki jih boste dali na voljo. Jaz bom z vami danes naredil eno meditacijo. Potem snemamo danes meditacije, ki so potem na voljo brezplačno za ven, za ljudi, ki so v tem trenutku obremenjeni, pod stresom, ki morajo delati v bolnišnicah in tako naprej. In če bo ena medicinska sestra, en zdravnik to poslušal in da bo to koristno, je moj namen uresničen. Če bo en gasilec, nekdo, policist, ki mora biti na terenu in se izpostavljati, če bo ena prodajalka v trgovini, ki je danes res obremenjena in pod stresom, pod pritiskom, ogrožena v tem smislu, da komunicira s tem. Pomislite na to, kako lahko vi služite v tem trenutku. Služite brez, da biste zdaj rekli, zdaj bom to naredila, ker čez 5 let mi bo ta oseba vrnila, temveč služite samo z namenom, da vzamete, kar ste dobili za dar, da vzamete vaše darove in te vaše darove ponudite svetu. To pomeni, še zmeraj če karkoli počnete, ne morate zdaj početi brezplačno, če je to vaš posel. Lahko pa vzamete en segment tega posla in rečete, jaz bom dajala in karkoli se bo zgodilo, karkoli bo v redu. Zaupam, da to, kar počnem, ker bi tudi jaz rada, da bi nekdo drugi naredil zame podobno stvar. In jaz vam povem, dostikrat se mi zgodi, ne vem, če se to vam daj dogaja, da popolni neznanci naredijo neko dobro delo. Popolni neznanci. Jaz se spomnim, dostikrat ljudje rečejo, kakšni so Američani, pa da so taki, pa da niso taki, pa da niso fajn, pa da niso prijazni, pa da so brezosebni. Jaz se spomnim, kako sem obtičal, ko smo bili na Tony Robbinsu, sem obtičal z mojima tam malima otrokoma na podzemni v New Jerseyju in je prišla ena gospa častila in ni hotela niti, zdaj ko ne dvigant, ker nismo mogli naprej, je zmanjkalo tega kredita in sem mogel dvigant, da bom oziroma napolnil vso kartico, ne, lejte, v redu je. In popolni neznanka, kaj sem jaz njej bil, tam je videla, da sem obtičal, videla, da ne znam prav, ki vsi rečejo, ko govorimo mi angleško, da smo Rusi, ne, in obtičal in popolni neznanc. Kolikokrat se mi je tako zgodilo, da je nekdo, ki ga nisem poznal, nič mu nisem naredil, mi je priskočil na pomoč. In zato ta kultura, o kateri zdaj govorim, se mi zdi ključna z enega vidika, da jaz danes, ko sem z vami tukaj in upam, da se zavedate, da jaz zdaj počnem točko 2, da ko jaz služim vam, jaz razvijam svoje kompetence. Jaz v resnici, ko služim vam, zdaj spet izgovarjam nekaj skozi moja usta in naslednjič, ko bom zgovoril, bo to šlo še lažje in hitreje. Naslednjič, ko bom zgovoril, bom lahko še boljši, bom še lahko več dal. Naslednjič, ko bom to naredil, bom še boljši in boljši. Ko služite, dajete, tudi sebe razvijate. Jaz vam povem, da to ni čas, ko se morate zdaj umakniti, v tem smislu, da boste na kavču in rekli, to je zdaj dopust. Z več razlogov. Ne vemo, koliko bo to v resnici trajalo, ne vemo, kakšne bojo posledice in zdaj ta planet potrebuje to, da mi služimo našim strankam,
da mi služimo našim potencialnim strankam, da damo, da se slišimo, da pogledamo na kakšen način lahko karkoli mi damo od naših talentov. Talenti so tisto, kar nas v resnici obogati. Ko vi daste nekaj del sebe, ne samo to, da se ta oseba, ki je to dobila, dobro počuti, temveč se bo tudi vi dobro počutili. Še posebej, če ta oseba na drugi strani sprejme ta dar. Nasvet številka 3. Sam napišite mi, da me slišite, da je kaj koristnega. Lepo zdrav, Jasmina, hvala lepa, Peter, hvala lepa, Zara, ja, morje. Rdeča barva, je komu všeč rdeča barva? Saj toliko, da vem, da ste z mano, da me slišite, ja. Jaz bi temu rekel, predvidite. Ta tretji nasvet, ki vam ga dam, je tak, da ne pišite mi samo, da vem, da vse ok, me slišite, Breda, ok, Breda, lepo zdrav. Kaj izbiram, da bom prispevala ljudem? Ostajam v vprašanju, kaj izbiram, da bom prispevala ljudem v zemlji, ki iščejo pomoč. Breda, nisem razumel, to je vprašanje zame ali to je vprašanje zate kot samorefleksija. Tako da sam to mi malo pojasni, da ti bom znal karkoli povedati. Slišimo, rdeča za energijo, ja, vidite kako. Predvidite. Kaj pomeni predvidite? Danes vemo nekaj, ne? Ogenj, mak, vrtnice, ljubezen, wow, Zarja, bravo, mi všeč, mislim, ne? Niti drugih barv, zdaj sem še črno, ne? Mislim, imam še ne flomastre, ima zdaj jih nimam tukaj pri sebi, ker imam 6 barv, samo itak imam 7 točk, mi bi izmanjkalo. In tako, kaj pomeni predvidite? Ljudje, ki so prej že razmišljali o svetu, kam se svet vrti, imajo danes dosti manj težav, kljub vsemu, da jih imajo lahko, kot ljudje, ki tega niso razmišljali. In vi veste nekaj, da ko mi predvidevamo, kam bo svet šel, se nam dostikrat zdi, da bo svet šel tja počasi in da imamo čas. In da zdaj, tako ko je fajn in se ni treba s tem ukvarjati. In jaz bi rad, da pomislite res, da izkoristite ta čas za to, da predvidite, kakšne kompetence in znanja boste v prihodnosti potrebovali in greste zdaj načrtno v tem času razvijati te kompetence. Ja? To pomeni, svet, tako ko se zdaj svet vrti, vemo, da bo to, kar se je zdaj zgodilo, trenutna situacija, vendar verjamemo, da se bo lahko to ponavljalo. To pomeni, da mogoče ne bo zdaj, recimo, da bomo to v nekih mesecih rešili, prvič strah bo ostal v ljudeh, tako kot je ostal recimo v azijskih državah. Vam se zdi to nekaj nenavadnega, da ljudje hodijo z maskami zdaj okrog, vendar če ste šli kdaj na Kitajsko prej, ali pa recimo tudi na Japonsko, ali pa v ta svet, ki so bliže prej, večkrat žrtev različnih podobnih virusnih obolenj ali pa nekih nenavadnih situacij, je to nekaj za njih vsakdanjega. In jaz poslušam dostikrat naše NLP delavnice, tisti, ki ste bili pri nas na NLP praktiku, ste skoraj zagotovo videli Aljoša Domjana, ker ga vedno povabim kot model, kot prijatelja, kot nekoga, ki zna predvideti, kam se svet vrti. In on v resnici, vam povem, ravno včeraj sem govoril z njegovim sinom, ki je genij za, če vas kaj zanima s področja računalništva, snemanja in tako naprej, ker zdaj mi se dosti ukvarjamo s tem onlineom, tako kot opažate. In oni se ne vidijo ven z delom. Ja? To pomeni, ena trgovina je zdaj trgovina, ki v začetku mogoče ni bilo niti toliko zanimanja, so ljudje kupovali par osnovnih stvari, zdaj kupujejo vse. Ljudje nočejo več hoditi v trgovine. Tisti, ki ste kdaj bili v trgovini v tem zadnjem času, veste, da je že sam iti v trgovino neprijetno. To pomeni, morajo pošpricati roke, morate se paziti, kako boste stopili noter, bla. In oni, vi veste, da so v petek, prejšnji petek so imeli toliko prodanih prenosnikov, kot jih ni bilo cel december. Prejšnji teden so recimo prodali toliko seksualnih pripomočkov, prodajajo zdaj razne mašince za striž in tako naprej, ljudje kupujejo vse možno kupujejo. Zakaj lahko oni to počnejo? In v taki situaciji,
kljub vsemu ne dobro funkcionirajo, temveč odlično funkcionirajo, zato ker so predvideli in razmišljali o tem, kam gre svet. In jaz razlagam, zdaj imamo eno skupino, ki se imenuje 5-tier business coach. In zdaj sem naredil neki izziv znotraj te naše skupine, ker se pogovarjamo, da vsi skupaj delamo na nivoju 4, tier 4. Tisti, ki poznate 5 nivojev, zdaj ne bom šel v detajle. To so moji coachi in predavatelji in trenerji, ki postavljajo svoj coaching posel. Naš posel, to, kar jaz počnem, nikoli ne bo več enak. Jaz vam povem, to pomeni tega online v različnih formatih in oblikah, če bomo najdli pravo ta fine tuning, to pomeni pravilno najdli recept za to, da zadanemo bistvo, bo vedno več. Mislim, kljub vsemu zdaj, kjerkoli ste že vi, se bo nekaj spremenilo. In zato je vaša naloga, in to vas res prosim, da izkoristite vse vire, ki jih imate na voljo, da predvidite, kam gre vaš svet, da si vzamete nekaj časa za razmislek in zaradi tega bo vaše življenje lepše, lažje. Jaz vem, da s tem, ko imamo mi že produkte razvite, ki se dogajajo online, da je naše življenje lažje, kot če ne bi imeli nič narejenega. Ja? Mi zdaj prodajamo produkte, ljudje konzumirajo naše produkte, ker smo jih razvijali vsa ta leta. Mi imamo že 5 let razvit online mojster manifestacije. To pomeni produkt, ki celoti poteka online in danes vam hočem povedati, da pomislite, kaj so vaša znanja in veščine, ki jih morate nujno nadgraditi, zato da bo vaš posel lahko preživel ali pa prosperiral v prihodnosti. Ker če ne boste pripravljeni, se bo zgodila lahko ta negotovost spet znova in potem bo spet bolečina, strah, neprijetno in tako dalje. Jaz, ko danes gledam situacijo, jaz zame osebno se sploh ne bojim. Jaz razmišljam, kako fajn je, da imam vsa ta znanja, ki sem jih načrtno pridobival, in v zadnjem času v resnici sem več ali manj posvečal ne toliko učenju NLP-ja in hipnoze in coachinga, ker sem še vedno sicer asistent pri Richard Benderju, hodim še vedno na njegova izobraževanja, še vedno pomagam pri Tony Robbinsu, ki dela v resnici NLP tehnike na svoj način in tako naprej, vendar fokus, moj čas, investicije, denarne in tako naprej so bile v ta znanja, ki mi v tem trenutku neverjetno pridejo prav. In vaš fokus, cilj mora biti v to, da pogledate, kam gre svet. Kaj bo se zgodilo čez par mesecev, ko bo tega konc. In ne vemo, bo to 2, 3, 5, 6 mesecev. In kako lahko jaz zdaj dajem talente. Mi moramo biti hvaležni za to, da so se vlade, države vsega sveta odločile, da bo pomagale reševati gospodarstvo, tudi naša vlada, in da nam bo mogoče zdaj nekaj časa lažje, ampak to ne more biti stalnica. Prej slej bomo morali prevzeti odgovornost in reči, kaj lahko naredimo, kako lahko smo zdaj učinkoviti, kako smo lahko zdaj še boljši, kako lahko zdaj gremo in pomagamo razvoju te naše čudovite, lepe deželice in kako lahko naredimo nekaj dobrega za ta planet, za ta svet. Tako da, ne vem, če vam je to koristno in kaj zdaj govorim, vendar ta nasvet mi je res važen, da si napišete, kam bo šel svet, kje kompetence rabite in potem začnete brati knjige, gledati posnetke na YouTubeu, poslušati podcaste, ki jih je eno morje. Če imate možnost investirati v kakšna izobraževanja, si najti coacha. Mislim, v tem trenutku, ko ljudje razmišljajo, kako ne bi nič počeli, recimo jaz investiram in imam naslednji teden spet srečanje z mojim coachem in potem spet z drugim coachem, ker zdaj je čas, da predvidim, da pogledam, da brainstormam, da naredim shift in da se premaknem naprej in isto razmišljate vi za vaš posel, za vašo kariero in tako. Ker točno se bo videlo, kjer bojo prišli čez teh par mesecev iz te situacije kot zimski medvedje, ki so se naspali in točno se bo videlo, kjer so šli naprej, predvideli situacijo in so pripravljeni, ne samo pripravljeni, temveč grejo na naslednji nivo, boljši, bolj močni, bolj vztrajni in tako dalje. Tako da ne vem, koliko vam ta nasvet koristen, bom hvaležen
da se sfokusirate, oziroma da mi daste feedback. Tako odlično, ja, bravo, Vita, ja, ne rabiš nič hoditi v trgovino, čim manj, ja, ok, odlično. Rdeča tvoja barva, kako lepo. Črna barva, dajmo samo napisati, da me slišite, da je vse ok do tukaj. Hvaležen bom, če ste toliko prijazni z mano in delite mogoče ta posnetek, oziroma samo share kliknite, ne vem, če me moji dragi prijatelji na Instagramu tudi vidite, ker gledam mogoče bolj v kamero, tako da upam, da je to v redu. In če je kaj koristnega, mi samo napišite. Ja, Aleksandar, je cool, se strinjam, se ne strinjam in tako naprej. Ok. Upam, da bom imel zelo spaca, ki jih imam 7 komadičev. Okay. Ja, me slišite, vidite? Sem preveč ploskati. Imam tudi muziko pripravljeno, tako da bomo imeli prav posebno meditacijo z glasbo. Tistega se voste in me poslušate, prosim, polko imamo meditacijo, da ne boste mi zaprli oči slučajno. Ja, že zdaj opozarjam, da če se voste in ko bo cajt za to, prosim, ne zapirati oči. Ja? Ok, fajn. Ok, vidite, slišite, odlično, super koristno, črna barva, vam všeč. Ok, četrti nasvet je zame ključen nasvet v tem smislu, da postanete vodja. Vodja v dobrem čustvenem stanju. Kaj počne vodja v dobrem čustvenem stanju? Vodja v dobrem čustvenem stanju je oseba, ki je fokusirana na iskanje rešitev. Oseba, ki je fokusirana na to, kako lahko usmeri zdaj svoj v reševanje problemov. Ker to je naša naloga, je tako. V bistvu mi smo lahko vodje, tudi če nismo postavljeni funkcije vodenja, tudi če tam, ko delamo v službi, ne vodimo, lahko se postavimo vodja v dobrem čustvenem stanju. Kaj nam koristi, da smo v dobrem čustvenem stanju, je, da si postavljamo dobra vprašanja. To pomeni, dobra vprašanja so lahko, kaj lahko v tem trenutku naredim. Ja? Kaj so dobra vprašanja, kaj je lahko koristnega v tem trenutku. Ja? Kaj je dobro vprašanje, kaj so stvari, ki so prej se nalahali, tako naprej, ki jih lahko zdaj spucam. Kaj je dobro vprašanje, kako lahko jaz seveda, in to se vrnem na točko 2, služim kot vodja. Vodja v dobrem čustvenem stanju je nekdo, ki z svojim zgledom pomaga drugim, da grejo tudi naprej. To pomeni, jaz bi rad, da kot vodje se date najprej sebe v dobro čustveno stanje in potem v tem dobrem čustvenem stanju navdihujete, premikate druge ljudi naprej. In to se bo vrtelo tako kot nek val. V tem trenutku, ker to je dosti povezano vse med sabo, v tem trenutku, če pomislite, so ljudje, ki jih je strah, v resnici jih ni strah zaradi samega virusa, strah jih je zato, ker jim je nekdo ta strah vsadil v glavo. To pomeni, nekdo jim je ta strah dal in zaradi tega, ker imajo to v sebi, se čutijo negotove in zaradi tega ne investirajo, ne dajo denarja ven iz denarnice in zaradi tega denar ne kroži. In ker denar ne kroži, v resnici se zgodi situacija, ki je rečemo kriza. Bistveno več škode bo prav ta strah naredil. In biti vodja pomeni, da greste ven iz tega, da se ukvarjate s sabo, temveč da se ukvarjate z reševanjem drugih problemov, reševanjem situacije, da ste tukaj in zdaj prisotni, fokusirani v to, kaj vi lahko naredite. Ja? Ok? Odlično. Ja, tako da biti vodja, jaz bi res v resnici vas dal, kako ste lahko vi vodja. Vprašanje pri tukaj je, kako ste lahko vi vodja in vodite druge naprej. Ja? Če vam dam zdaj pri vsaki točki vprašanje, je tukaj, kako lahko zmanjšam negativno medijsko propagando in zmanjšam komunikacijo, ki je negativna in mi ne služi. Pri drugi točki je, kako jaz lahko služim, kakšne darove imam, ki jih lahko dam zdaj mojim potencialnim strankam, mojim sedanjim strankam in tako naprej. Tukaj je, kam gre svet in kako se jaz lahko na to, kam gre svet, pripravim. Ker eni bi radi plavali proti toku. Plavati proti toku je kot da bi zdaj imeli kočijo, konje in bi hoteli zaslužiti s tem, da prevažate ljudi. Mi veste danes, da obstajajo avtomobili, sicer zdaj jih ne dosti uporabljamo, to pomeni, da ni treba toliko tankati verjetno, vendar mi danes vemo to, in to se mi zdi ključna stvar tudi za vas, je to, da je to plavanje proti toku.
če bi danes radi izkočijo prevažni ljudi, je plavanje proti toku. Danes obstajajo avtomobili, avtobusi, vlaki, letala, ki takrat, ko so bile kočije aktualne, še niso bili. In zato vas vabim, da pomislite, kaj je svet. In tukaj vprašanje je, kako ste lahko vi zgled. Kako lahko vi greste naprej, vodite ljudi. In danes vodite ljudi v resnici, ko je stanje negotovosti najtežje. Zato je fajn, da imate vizijo. Vizijo pa lahko črpate iz tega notranjega sveta in to je zdaj moj 5. nasvet, ki bi vam rad dal. In ta nasvet, mislim, da mi je tako dost fajn, vendar in upam, da vam bo koristen, je, da se poglobite vase. Ta del poglobite vase je, in to bomo tudi skupaj naredili z eno tako meditacijo čez nekaj trenutkov. Ta del poglobite vase mi je dragocen zato, ker bi rad, da pomislite, kako se lahko poglobite v vaš notranji svet in ta vaš notranji svet spreminjate. In vsi tisti moji dragi prijatelji, moja draga mastermind družina, ki ste bili pri meni na hipnozi oziroma samohipnozi, imate zdaj cel kup orodij, ki jih končno lahko v miru uporabljate do neskončnosti. Ja? To pomeni, jaz včasih si dam niti ne klasično hipnotično glasbo, si dam včasih in mogoče danes po tem času res pretiravam s tem in so moje meditacije dolge, res dost več meditiram kot prej, vendar neverjetno. Mislim, jaz včasih to sem omenil včeraj, ko stopim ven iz hiše in pogledam svet, kako se je ustavil in ko se peljem z avtom in kamorkoli zdaj, ko pridem, ker itak dost ne hodim nikamor, ne, razen da pridem sem v moj studio ali pa domov in to je edine 2 lokaciji v resnici, kamor grem, je v tem se mi zdi tako, da ni niti realno. Ne? Po drugi strani pa pomislite, saj ni denarja, ni načina, da bi se ta nor svet kako drugače ustavil kot zdaj. In zdaj, kamorkoli boste šli po svet, boste vedeli, da je vse prazno. Prvič sploh ne morete iti, zdaj pa res rabite kočijo in konja, če hočete priti nekam na drugi del sveta in planeta. In jaz vam povem, da to je neverjeten dar, ki smo ga dobili. Glejte na to, z vidika daru, ki nam je bil dan, da se ustavimo, da pogledamo v sebe, da odkrijemo, kaj je naše poslanstvo, kaj je naš smisel, zakaj smo prišli na ta planet in ta svet, in kako je lahko to, kar se nam dogaja v resnici dar. Zato vas jaz vabim, da si date en načrt in tisti, ki ne poznate hipnoze, samohipnoze, ne poznate nekih tehnik, kako to početi in tega ne počnete redno, vas vabim, da vse, kar naredite, je, da v tišini, v miru, ne rabite sploh glasbe, da si date eno misel, ki bo vaša vodilna misel ali pa misel, ki vas bo nekam usmerila in meditirate predvsem z namenom, da najprej pošiljate in tako jaz začnem pošiljate neke lepe misli vsem ljudem, ki v tem trenutku potrebujejo pomoč in tako dalje. In ta del je koristen predvsem zato, ker vam skozi razlagam, da smo vsi med sabo povezani. Da ni razlike v barvi kože navznoter, da ni razlike v denarju navznoter, da ni razlike v čemurkoli, izobrazbi, vedenju in tako naprej navznoter, da tam navznoter, globoko v sebi smo mi del ene celote, velike celote. Verjetno poznate enega japonskega znanstvenika Masaruja Emotoja, ki je pošiljal eno pozitivno energijo, molitev, glasbo in vse možne stvari, delo napise na vodi in je pošiljal to kristalčkom vode. Voda je zamrznil in potem je tiste kristalčke vode slikal in opazil razliko. Ko so ljudje, recimo, ena skupina menihov molili in to molili in pošiljali misli vodi, ki je bila na drugem kontinentu, je tisti kristalček vode na drugem kontinentu se začel spreminjati. Danes je dober čas, da se poglobite v sebe, da začnete in načrtno delate
da se bo ta lep svet še polepšal, da se bo ta svet lep pozdravil, pomiril. In jaz mislim, da je to neverjetna priložnost, ki jo niste še imeli na voljo, vsaj v taki obliki ne, da naredite nekaj koristnega in dobrega za sebe. Kaj jaz dostikrat naredim, je to, da imam tematske te meditacije in jih posvečam različnim področjem. To pomeni, eno področje je lahko poslovno, osebno, lahko je področje zdravja, včasih nekomu pošiljam neke zdravilne misli. Mi imamo eno tehniko, ki se imenuje v hipnozi, ki se imenuje laboratorij uma, in ta tehnika je najprej nastala iz področja zdravljenja ljudi in v tej tehniki, v bistvu v tem laboratoriju uma, ki ga mi tam zgradimo znotraj hipnoze, daste na ekran osebo in tam tej osebi lahko projicirate zdravje. In v tem trenutku, ko ljudje imajo težave z dihanjem, lahko pomislite na ljudi, ki so na tem planetu in jih daste tam na ta ekran, mislim, tu vam jaz povem, kaj jaz naredim. In potem vsem tem ljudem na ekranu pošljete neke virtualna zdravila in energijo. Vse, kar počnete je, in tisti, ki se ukvarjate, ki je zdravljenje nadaljavo, in pošljete neko pozitivno energijo in pošljete neko energijo, s katero se ti ljudje lahko pozdravijo in pošljete neko energijo, s katero se ti ljudje dobro počutijo in tako dalje. Ja, okej. Točka, mislim, do kako smo do tukaj? Samo da vas slišim. Ja, odlično, hvala lepa za to. Čuječnost je izrednega pomena, zelo breda, odlično, kakor znotraj, tako zunaj. Hvala. Gremo na točko 6. Jaz bi dal tej točki točka zdravje in spet jaz res mislim, da poskrbite za zdravje v tem smislu, da kako je zdaj lep čas za to, da lahko greste v naravo, v gost, sami. Ja? Ne moramo iti v skupinah, moramo iti tam, kjer ne srečamo ljudi, tako dajmo se držati tega, kar dobimo kot priporočilo oziroma navodilo, kako je zdaj dober čas, da delamo konsistentno na zdravju. To pomeni, recimo, če vam dam primer, to je moj napitek, verjetno enega že poznate, in tukaj imam stisnjen limona in noter so listi mete in to ima fenomenalen okus. Mislim, to je res, ne vem, če ste kdaj probali to dvojno skombinirati. Jaz včasih dam še, recimo, ingver noter in to lahko pijem tako po požirkih in hidriran s tem, vendar zdaj je pravi čas, da poskrbite za zdravje. Ena stvar, ki jaz dostikrat trdim, je, da bolj, ko boste imeli zdravo hrano in hrano, ki sami čutite, da vam koristi, ker telo vam točno pove, kdaj pojeste preveč ali pa pojeste nekaj, kar ni koristno, bolj boste imeli vaše misli čiste. Ja, in ljudje priporočajo dostikrat, in ne vem, koliko sledite temu, da imate vsaj en del dneva post. To pomeni, recimo, tisti, ki poznate angleško besedo breakfast, ne? To pomeni, breakfast pomeni prekinitev posta. To pomeni, in kdaj ljudje prekinijo ta post, eni priporočajo, da porabite za to lahko 12 ur, pa malo več ur. Jaz vas ne bom učil nečesa zdaj, ker nisem ne zdravnik in je to bolj moje osebno stališče, ko potem rečejo, Aleksandar, tega ne smeš priporočati ljudje, se morajo vedno posvetovati zdravnikom in tako naprej. Tako da jaz bi vam dal nasvet tukaj, da si postaviti nek cilj za konkretno, za zdravje, za gibanje, za tako. In jaz vem, da moj pes je neverjetno vesel v tem času, ker narediva bistveno več kilometrov kot kadarkoli. In danes je že zjutraj mislil, ker sem si dal telovadne, že mislil, zdaj pa greva že zjutraj, kako fajn, ne. Recimo narediva več krogov, ne. Mislim, en krog je lahko 7 kilometrov, ne. In recimo narediti tako, da gremo kot družina skupaj, čeprav moji najstniki hočejo, da grejo posebej bolj, gremo kot družina skupaj narediti en krog in potem grem še sam narediti en krog in vam povem, da občutek je fenomenalen. In to je čas, da rečete, da si postavite cilj, jaz bom poskrbela za moje zdravje, jaz bom poskrbela, da bom imela še več energije, da zapomnite si, zdaj je čas za to, kar sem vam rekel, za delo na sebi, za zdravje, za biti vodja in tako dalje. In zdaj bom dal še zadnji 7. točko in potem naredimo to našo meditacijo, tistih seveda, ki ste z mano
In z veseljem, katera barva je zdaj na vrsti? Dvakrat črno bi mogel dati, damo še modro, se mi zdi, bilo fajn, ne, modra, ne. Zdaj napišite mi, če tukaj je bilo v redu, katera točka, na kateri mislite, da je bilo fajn, da delate zdaj sami. Tukaj bom dal zdaj pomagajte. Sedma točka je vezana in je podobna tisti točki odprej, upam, da se vidi, pomagajte, pomoč drugim, tako. Je pomoč na tem točki služite in tudi da fajn, da sem dal isto barvo. Tukaj bi jaz predvsem pomislil na to, kaj lahko naredite v tem trenutku za najbolj ranljive skupine, za skupine, ki mogoče rabijo pomoč. In včasih je že to, da boste stisnili enkrat SMS, ko bo ena dobrodelna akcija, ali pa da boste mogoče nekomu nekaj podarili, kupili, dali na voljo. Pomislite na to, komu lahko naredite nekaj dobrega, kljub vsemu v tem trenutku. Jaz sem že dostikrat rekel, da ena izmed stvari, ki mi počnemo redno, je, da pomagamo otrokom s posebnimi potrebami. To počnemo že od začetka. Mi smo, nažalost, lani nam ni uspelo zrihtati igrače za vse otroke in smo to šele letos naredili. Mislim, moja zaveza je ta, da mi moramo biti kot podjetje uspešni, mi moramo biti kot podjetje dobri, mi moramo uspeti in delati za to, da bomo lahko še naprej pomagali proti tem otrokom, ki mogoče en izmed njih mogoče niti nimajo staršev, ali pa starši ne dosti hodijo do njih, ali pa ne morejo priti do njih, ali pa nimajo možnosti, ker zahtevajo kar nekaj časa ali pa dela z njimi in tako naprej. Vaša naloga je ta, da jaz skozi rečem ljudem, eno izmed pomembnih stvari v vašem življenju mora biti to, da pomagate najprej sebi, da ste sebi masko, da ste vi dobri, da vse to, kar sem vam zdaj rekel, počnete, da potem lahko dajete naprej nekomu, ki mogoče tega ne more. In jaz verjamem, če pomislite, na tem planetu je hrane zadosti za vse. Na tem planetu je vseh priložnosti na voljo za vse. Nažalost, eni ljudje spijo in grejo skozi vse življenje, ker se ne prebudijo. Nažalost, eni se rodijo v okoljih, ko se ne morejo prebuditi. Ali pa nimajo te zmožnosti, da bi se prebudili. Ali pa niti ne vidijo, da se da. In zato je za vse tiste, ki smo prebujeni, ki imamo intelekt, ki imamo voljo, ki imamo zdravje, ki se znamo poglobiti v sebe, koristno za to, da gremo en korak naprej in rečemo, kako jim lahko pomagamo. Ključ tukaj mora biti ta, da vi veste, da smo se mi letos trudili kar nekaj časa, da smo zbrali za en razred otrok v Keniji in sem hvaležen vsem, ki ste nam pomagali. Zbrali smo preko $12,500, koliko je vreden en razred v Keniji, in to ste bili seveda vi, dragi naši donatorji, ker smo naredili cel kup nekih dogodkov, ena na ena srečanj in tako dalje, da smo to zbrali. Vendar, zakaj vam to pravim, je, ker letos bi morali iti in bi morali iti v Kenijo in seveda biti zraven. Jaz sem seveda zaradi te situacije odpovedal to potovanje, ne samo zato, ker je zdaj situacija negotova, temveč tudi zaradi tega, ker se mi ne zdi primerno, da bi izpostavljal po nepotrebnem, temveč da bomo tudi počeli drugo leto, vendar šola se normalno gradi naprej in bo zgrajena in končana in tudi ta razred se bo imenoval Slovenija oziroma slovenski razred, ker ste bili vi, dragi naši podporniki, darovalci v tem projektu, tako da iskrena zahvala. In v tej pomoči, kar jaz vidim dostikrat je, da zakaj je pomembno, da mi ranljivim skupinam pomagamo, je to, da če boste jim pomagali, pomislite, kako jim lahko tako pomagate, da bodo drugič oni lahko pomagali naprej. To pomeni, zdaj v Keniji, zakaj sem jaz podprl to organizacijo, ki jo dejansko moj mentor, učitelj in tudi prijatelj, ker jaz vsa leta podpiram že zdaj, Stu McLaren iz Kanade počne, je zato, ker kaj oni delajo? Oni otrokom dajo izobrazbo, oni dajo možnost, da ti otroci bojo sami lovili ribe. Brez znanja danes se ne morete premikati naprej. Brez znanja danes ne morete nič narediti in nič doseči.
In za vse tiste, ki iščete, zakaj uspeti, zakaj se premakniti naprej, vas vabim, da zberete zakaj, ki je večji, kot ste vi sami. Ne more biti zakaj samo zato, da boste kupili sebi avto, da boste sebi omogočili nekaj, da boste imeli hišo, bazen, potovanja in vse to, ker vas ne bo tako gnalo naprej, kot če boste imeli večji zakaj, kot ste vi sami. In lahko je, zapomnite si nekaj, lahko je zakaj, da nekomu, ki si ne more kupiti kruha, kupite kruh, mleko. Nekaj malega. In mogoče je to v deležu, ki ste ga dali, več vredno kot nekdo, ki da zdaj v tem času 1 milijon evrov. Sploh ni važno, kaj daste in koliko daste, ima pomislite, ker včasih, če daste vaš čas in pomagate nekomu, ki ne more vrniti tega, je to nekaj čarobnega lepa. Tako da upam, da je bilo to koristno. Napišite mi sam, da me slišite, da me vidite. Kako lepo, napišite mi sam, da ste z mano, da ste tukaj. Lahko kliknite na like, če še niste, in kliknite na share, to pomeni delite, če še niste. Jaz bom samo ponovil te nasvete in potem bom vklopil glasbo. Tisti, ki ste na Instagramu z mano, nažalost ne boste slišali glasbe, ma bomo ta posnetek dali pol tudi na voljo. Tisti, ki ste na Facebook Live-u, boste slišali glasbo in ta glasba bo seveda v ozadju tega posnetka. Lepo prosim, če vozite avto, počnete nekaj pomembnega, vozite letalo, helikopter, karkoli počnete, vas prosim, da ne zdaj zaprete oči in mogoče ne se tako poglobiti to situacijo. A bo šlo? Ok? Dajmo ponoviti. Ta cajt se vi pripravljeni, boste mi samo napisali, da ste pripravljeni, da gremo v to našo meditacijo skupaj, kar pomeni, da mogoče celo bolj, če si date slušalke, če imate na voljo jih, in mogoče, da se date nekajmu v mir, če imate to možnost in bi rad z vami to naredil. Eno tako preprosto, enostavno meditacijo za ta planet, za ta svet. In seveda za vas. Ponovimo. 7 nasvetov, ki jih imamo. Med sabo se zelo prepletajo. Upam, da ste opazili. Ja? To pomeni, minimizirajte kar lahko 99% vsega, kar je negativnega, ma predvsem, ker vas tudi jaz spremljam, ker ste moji prijatelji na Facebooku in prosim, izogibajte se negativnim komentarjem. Tudi, če ljudje hrde stvari pišejo. Mi smo imeli zdaj oglas za en webinar, ki ga imamo jutri zvečer in nekdo je napisal, v ta oglas je napisal spodaj nekdo, upam, da boš nekaj takega mi je napisal meni, ne vem, če ste prebrali, upam, da bom jaz tam ležal v bolnici in da bom imel neki aparat, zato da bom lahko dihal, ne vem točno, kaj je napisal. In zdaj lahko bi šel jaz nazaj in napisal, ne vem, karkoli, ne, hrdeha. Bom rekel, hvala lepa za tako komentar in ne želi drugim tega, kar ne bi radi, da se tudi ven zgodi in tako naprej. V smislu tega pustimo, sočutje in gremo naprej. Ne rabimo se s tem strinjati, lahko kaj smešnega odgovorimo, ma ne id vi v slabo stanje, ker vas to povleče za sabo. Potem služite. To je čas, ko služite ljudem. Danes je cel kup stvari, kaj lahko počnejo. In tudi firme danes ugotavljajo, kaj lahko počnejo. Ene firme imajo dostavo hrane na dom. Eni danes, ko učijo jogo nadaljavo in delajo z njimi in pomagajo. Služite, ne nujno v tem trenutku za denar. Ja? In predvidite, kam gre svet, kam se bo svet razvijal in dobivajte sedaj kompetence. Ljudje, ki imajo danes kompetence, ki so predvideli stvari, spijo v miru. Ljudje, ki nimajo kompetenc danes, se sekirajo, jih je strah in tako naprej. Tudi vlagajte, jaz bi vam priporočil pol ure, 1 uro na dan, vase v kompetence, ki mislite, da jih rabite. In če kdo ne ve, kaj rabi, lahko me vprašam in napišem message, mail, karkoli in z veseljem mu svetujem, kam mislim, da jaz mislim, da gre svet. Vam povem, da tako kot so nam rekli, ko je bila kriza takrat leta 2008, če se spomnite, so rekli, po krizi bomo spet na istem in nikoli ni bilo več isto. Isto tudi tukaj pričakujte. Ne pričakovati življenja, ki je bil pred to situacijo v prihodnosti. Ker ga ne bo, samo da veste. In zdaj samo imate možnost, da igrate žrtev, da
da se jezite na nekoga, ki nekaj počne, ki vam ni koristno, ali pa se postavite v vlogo osebe, in zdaj bomo šel kar na točko 4, ki je vodja. Vodja je nekdo, ki rešuje probleme. Vodja je nekdo, ki je fokusiran v priložnosti. Vodja je nekdo, ki se postavi v dobro čustveno stanje in gre v akcijo, tudi če pada dež. Tudi če je zima, ker zdaj je zima. Če pomislite, tukaj, to je moj mentor, ki sem mu hvaležen, da sem 15 let že pri njemu, Tony Robbins, v tem zapisu, ko sem ga delil danes v Dobro jutrnici. Če ne berete moje Dobro jutrnice oziroma na naši Facebook strani, vam svetujem, da vsaj današnjo preberete, ker je res lepo napisal. To je čas zime, ko se ljudje povezujejo med sabo, ima tudi čas neverjetnih priložnosti. Kajti, če vi boste šli skozi to zimo kot zmagovalci, boste prši, ko bo pomlad spet. Zdaj ne vemo, kdaj bo, ker eni govorijo, da bo čez par mesecev, eni, da bo čez drugo leto šele, ni važno, kdaj bo ta pomlad. Boste prši kot taki zmagovalci, da lahko potem tisti, ki zimo preživijo kot zmagovalci, bojo preživeli tudi pomlad, poletje in seveda ostale letne čase. Potem, poglejte se vase. 15 minut na dan meditirajte. Porabite to za meditacijo, predvsem z tega vidika, ko boste naredili nekaj dobrega za sebe. In vam bom tudi posnel posnetke, če hočete, ki jih bom podaril, da boste lahko jih porabili kot del tega, da služi tudi vam. Poskrbite za zdravje. To pomeni, hidrirajte. Zdaj je res čas, da se fokusirate na to, da boste prišli ven prerojeni, dobri. In tudi to je najboljša stvar, ki lahko naredite v tem trenutku, da ste zdravi, da potem, če pride nekdo mimo, ki ima virus, bo virus rekel, pri temu nimam kaj početi, ker ta je preveč zdrav. Ja? In na koncu, pogledajte, komu lahko pomagate in se zavežite, da boste, zatem, ko boste vi uspevali, en del dohodka, en del časa, en del pozornosti dali ljudem, ki so ranljive skupine. Tako da tukaj sem šel na hitro skozi in zdaj upam, da ste pripravljeni zame oziroma za to našo meditacijo. Pripravljeni, kaj meni šteka ali pa pri Aleksandru? Pri meni lepo dela, sem se že spet ustrašil, dela lepo, šteka, ja. Ksenija, meni je štekal pred nekaj minutami na laptopu, na netu, na telefonu, na mobilnih podatkih pa dela, fajn. Ja, Toni je bil dolg, ja, hvala Andreja za to, da si prebrala to Dobro jutrnico, ja. Gremo zdaj, pripravljeni? Dajte mi samo napisati, da ste pripravljeni, da imate slušalke, da me slišite, na mobilnih podatkih očitno boljši dela. Grem samo pogledati moje prijatelje na Instagram, kaj pravijo, če me vidijo. Ja, fajn. Za vse tiste, ki ste z mano na Instagramu, če slučajno se vklopi, prosim, skočite na Facebook, upam, da ste profil tam in pridete na ta moj page. Tako da samo napišite mi, da ste pripravljeni, štekamo, da smo, gremo. Dajmo narediti nekaj skupaj kot skupina, tako da vse, kar vas bom zdaj prosil, je... zdaj moram reči glasbo, čakaj, glasba. Evo. Glasba začenja. Kaj slišite, stane še glasba, samo to mi še povedite, pa jaz ne bom več prosil nič. Pripravljena, ko mi čakam, odlično, fajn. Zvabim, da naredite najprej nekaj globokih vdihov in izdihov in lahko naredite izmenično enkrat skozi nos, enkrat skozi usta. To pomeni globok vdih skozi usta, zadržite par sekund in izdih skozi nos. In zdaj obratno, vdih skozi nos in zadržite par sekund in izdih skozi usta. Če vozite avto, počnete nekaj, kar ne bi smeli početi, vas prosim, da zdaj izklopite. In če ste na Instagramu, se bo samo izklopilo čez nekaj trenutkov in vas vabim na Facebook. In zdaj vas vabim, da se čim bolj udobno sprostite in sprostite roke, noge in zaprete oči. Zdaj bi bil dober trenutek, da zaprete oči. In pomislite na vse tiste misli, ki vam ne koristijo. Vsa tista vprašanja, ki so slaba vprašanja. In če so to vprašanja, ki so vezana
na eksistenco, na denar, si lahko zdaj v mislih ponovite to, kar veste globoko v sebi. Da je za vas poskrbljeno. Če pomislite na to, od rojstva do danes ste imeli oblačila, ste imeli hrano. Na nek način se na koncu vse lepo izteče in tudi danes veste globoko v sebi, da se bo lepo izteklo. In bi rad, da se čutite globoko v sebi mir. Mir v srcu. Mir in zaupanje in vedenje, da je vse v redu. Da je vse v redu. Vse je v redu. In lahko še naprej dihate, sproščeno, in sprostite roke in noge. Katera roka je tista, ki bi jo najprej radi sprostili? Katera noga je tista, ki je že zdaj sproščena in mogoče se bo v naslednjih trenutkih sprostila še bolj. In lahko se sprostite, umirite, s tem, ko pomislite, da življenje je lepo, da ta planet je lep. In vas vabim, da v mislih pošiljate ljubezen, zdravje vsem ljudem, ki jih imate radi. Lahko pošljete najprej vse lepe misli, ljubezni, odpuščanje vašim staršem. In mogoče vaši starši so živi, mogoče niso živi, sploh ni važno. Vi veste, da kadarkoli pošiljate nekaj lepega, dobrega drugim, pošiljate tudi sebi. In lahko pošljete vse tiste misli otrokom. In če nimate otrok, pošljite otroku, ki ga imate v sebi. Potem pošljite ljubezen, zdravje vsem ljudem na tem planetu. In lahko v mislih samo preletite ljudi, ki zdaj trpijo, so v bolnicah, in jim pošljete zdravje, pošljete ljubezen, pošljete mir in pošljete zaupanje in vedenje, da bo vse v redu. In si lahko predstavljate, da je nekje nekdo, ki ga še nikoli niste srečali. Mogoče leži nekje v Afriki, na postelji. In lahko stopite zraven te osebe, jo pogledate v oči, in ker ste v tej obliki, ki ni materialna in fizična, lahko to osebo primete za roko in ji zašepetate: vse bo v redu, zaupaj. In pogledate to osebo v oči in ta oseba vam reče: hvala. Hvala, 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 hvala. In pomislite, koliko lepih dogodkov in trenutkov se zdaj na tem planetu dogaja. Kako se narava prebuja, kako se svet spreminja, kako je vedno več zelene barve vse povsod, kako smo mi vedno bolj obdani z pozitivnostjo, kako je lahko naše življenje v resnici lepo, kako lahko v sebi odkrijemo nekaj lepega, dobrega. In pomislite, kaj lahko zdaj dobite globoko v svojem srcu. In kaj imate v svojem srcu že sedaj na voljo? Katere vire imate na voljo? Katere sposobnosti, kompetence, moči?
Zdaj vas vabim, da zaprtimi očmi položite obe roki na srce. Položite obe roki na srce fizično in dihate v srce. Kadarkoli naredite vdih, si lahko predstavljate, da izdih gre v srce. Lahko je vdih skozi nos in izdih skozi usta, in ko gre skozi usta, gre barva, energija, toplota v srce. In dihate naprej v srce. Si predstavljate, kako je ta energija srca neštetokrat močnejša, kot je energija vašega uma, glave. Kolikokrat v življenju ste se napačno odločili, ker niste poslušali vašega srca? Kolikokrat v življenju so šle priložnosti mimo, ko niste poslušali vašega srca? Kolikokrat v življenju se niste postavili zase in dali sebe na prvo mesto, zato ker ste hoteli nekomu ugajati in niste poslušali svojega srca. Zdaj bi rad, da ga začutite, da dihate v srce, da se mu zahvalite, zato ker bije od rojstva do danes, cel cajt skrbi, da ste še živi. Cel cajt skrbi za to, da vi lahko na tem planetu ustvarjate, da živite. In dihate v srce in iz tega srca črpate energijo za življenje. In usmerite to energijo v to, da boste poslali to ljubezen, zdravje, odpuščanje, mir vsem ljudem na tem planetu. In lahko dovolite, da je ta energija, ki jo skupaj ustvarjamo, ki jo skupaj dosegamo, sedaj prosto dostopna vsem nam. Da vsi, ki sedaj smo povezani v tej meditaciji, molitvi, pomagamo drug drugemu. Kot da bi se držali za roke in skozi roke pošiljali to energijo. Kot da bi iz srca ven prišla ta energija druga srca. Kot da bi res dosegli ta mir, to hvaležnost, to srečo, to zaupanje, to povezanost, to podporo. In kar naenkrat čutite mir v srcu, veste, da je vse v redu. Veste, da bo vse v redu. Mir je v vašem srcu. In zaupate. Bolj, ko boste čutili ta mir globoko v srcu, bolj bi rad, da pogledate v prihodnost. Kajti v prihodnosti vas čakajo lepi trenutki, lepi občutki. Kaj vas čaka jutri, pojutrišnjem? Pomislite na to, da so priložnosti, ki se zdaj dogajajo, redko na voljo. Kaj bo dobrega? Kaj bo lepega? Kako lahko usmerite sedaj vso to energijo srca v vašo prihodnost? Kako lahko naredite jutrišnji dan, današnji dan in vse dni do konca življenja lepe, sončne, nasmejane. In pošljite ta občutek sreče, hvaležnosti, miru in ljubezni v vašo prihodnost. Zaupajte, da je vse v redu. In ko pogledate v preteklost, lahko rečete, preteklost oprosti. In preteklost vam reče, ne rabiš se opravičevati. Naredila si vse, kar si lahko naredila, z viri, sposobnostmi, ki si jih imela na voljo. In vi pokimate in rečete, res je. Prav imaš. Rada te imam preteklost. In kar naenkrat povežete to preteklost, ta trenutek in prihodnost v eno neskončno popotovanje ljubezni. In bi rad, da pogledate
na to, karkoli že verjamete, ali Boga, ali vesolje, ali naravo, da pogledate na to, kar se vam je dogajalo do sedaj, kot na posebno moč ali pa sporočilo Boga, da je vse ljubezen. Da vsaka stvar, ki se vam je zgodila, je bilo sporočilo ljubezni. Da vedno ste bili varni, da vedno ste bili ljubljeni. In da če je bilo kdaj trenutek, ko niste bili gotovi, ko niste bili prepričani, se je zgodilo zato, ker je Bog, narava, vesolje želelo, da zrastete. Da se nekaj naučite. In vi veste, da ste v tistem trenutku, čeprav ste jokali, trpeli, našli moč v sebi, se pobrali. In vi veste danes, da je bilo to ljubezen. In tudi to, kar se nam danes dogaja, je ljubezen. Velika ljubezen. Neskončna ljubezen. In si lahko predstavljate, da ste vi zgrajeni točno iz tega. Da ste zgrajeni iz ljubezni. Da ljubezen je v vas. In vi ste ljubezen. In če ste vi ljubezen, in je vsak atom in vsaka celica, ki jo imate v sebi, sestavljena iz ljubezni, potem je vse v redu. Potem bo vse v redu. Potem lahko zaupate, da bo vse v redu. Zaupajte. Verjemite. Bodite srečni. Bi rad, da danes, ko boste prišli v stik z ljudmi, ki jih imate radi, lahko tudi virtualno, in poveste nekaj lepega. Izžarevate ljubezen, iz katere ste sestavljeni. Dovolite ljubezni, da pride skozi vaša usta, oči, ušesa, nos in skozi vsa čutila, ki jih imate po celem telesu. Vse je v redu. Zaupajte. Vse je v redu. Ko ste pripravljeni, zadnji, da spustite roke, narišete en nasmešek in počasi, z velikanskim nasmeškom, se vrnete nazaj in odprete oči. In lahko napišete v komentar, kako je bilo, ste me slišali, upam, da je linija delovala. Lahko, če želite, daste en like, komentar, share, karkoli čutite, da je v tem trenutku primerno. Jaz bom pustil še nekaj časa to glasbo in predvsem bi se vam zahvalil. Predvsem bi se vam zahvalil, ker ste z mano, ker me spremljate, ker ste del tega mojega popotovanja. Zdaj glasbe nisem dal bolj na glas, ker nisem videl, mislim, da je bilo tako v redu, res. Tako da bom hvaležen za kakršenkoli komentar, feedback, share, če se mi zdaj bo koristno to, kar sem danes za vas naredil. Lahko to z nekom delite in s tem naredite nekaj dobrega za vas in zame in za to, ker s tem mi pomagate, da še nekomu drugemu spremenimo življenje. Mi je bilo čast, da sem bil z vami. Pomislite še enkrat na te točke. Tudi jaz sem zdaj malo drugačen čustvenem stanju, kot ste vi. Upam, v tej meditaciji. To počnem sicer jaz zelo rad. Dostikrat razlagam, da če bi imel eno delo, bi skozi snemal te hipnoze. Tisti veste, ker ste prišli k meni na hipnozo, na delavnico, veste, da jaz to lahko počnem, da cel čas in da lahko delam te hipnoze res dosti časa. Dajmo
Dajmo hoče ponoviti, no, za tiste, ki bi radi, da ponovim. To bomo tudi dala z Matjažem, če vas zanima, brezplačno na voljo. To pomeni, da bomo, to je ena glasba, ki smo jo tudi mi kupili. Bomo dali, Ksenija, slišim, da šteka, bomo dali na voljo bomo zrezala ven sam MP3 glasbo in boš lahko še enkrat poslušala, bomo tudi zdaj posnela, tudi malo mogoče v drugačnem okolju. Zdaj, ko ste bili vi z mano, vi tako povezani, je bilo še malo drugače, smo skupaj ustvarili. Tako da, če me je bilo to všeč, lahko še kdaj ponovimo. Mislim, me je to fajn enostavno narediti. Tako da hvala lepa, Erin, tudi jaz verjamem, ja, da je ta trenutek, ki smo preživeli skupaj, dobro vsem na tem planetu. Ja, tudi jaz to verjamem. Hvala lepa, kako lepa misel. Preteklosti in prihodnosti ljubezen, hvaležna, hvala Katjuša, hvala Jasna, hvala Ksenija, hvala Nataša, tako da hvala vsem, no, ker ne bom, ker zdaj se kar nekaj še komentirala, tako da dati ste. Hvala lepa za to, da bi z mano, da ste me poslušali. Hvala lepa na Instagramu, ki je zdaj verjetno že prekinilo. In upam, da so Instagramovci se jednom pridružili na Facebooku. Tudi mogoče malo drugačen posnetek je, ko zajamem v kamero, ki v resnici snema tako da za konec v nekem drugem čustvenem stanju moja priporočila in upam, da so vam bila koristna. To pomeni, prvo priporočilo je, minimizirajte vse negativno, kar prihaja. To pomeni, kar lahko zmanjšajte. Novice, branje internetnih portalov. Če vidite nekoga, ki stalno komentira negativno, ne brati njegovih postov, greste naprej. Če vidite, da nekdo nekaj počne, ki vam ni všeč, jaz ne bi, vsaj 30 dni se izogibajte negativnih komentarjev dati naprej, ker nič ne koristi. Če hočete nekaj, da nekdo počne politiki narobe, napišite direktno njim in prosite, da se spremenijo. Če bo tam vsi nekaj grupno ali vse te razne minuse, ne vem, karkoli dali, ne koristi. Minimizirajte to, dajte si dobro čustveno stanje, pomislite, kaj lahko vi naredite. Fokusirajte sebe v to, da služite in služiti pomeni dajati vaše darove. Vi ste dobili nek dar z namenom, da boste služili. Zato ta dar uporabite. Škoda. Točka 3, predvidite. Zdaj je čas, da ne zaspite, da ne rečete, se bo država poskrbela, ker ne bom mogla, verjemite, da ne bom mogla, da to, kar zdaj dela, je izven cone obdobja za vse države in najbrž bo to prišlo na račun naših otrok, vnukov, pravnukov, ne vem še koga. Predvidite, kaj lahko vi naredite, dobite ta znanja in ta znanja vam bodo danes zlata vredna. In čez nekaj časa jih boste lahko naučili. Ker včasih znanje, ki ga dobite, a ne tako jo naučite, to dajte narediti. Predvidite, napišite si, kaj gre svet. Kako bo ta moj poklic, ki se zdaj odvijal, če bo čez 2 leti spet ena taka epidemija. Kako bom jaz, recimo, bla, bla, bla. In pridobite znanja, ki vam bo koristilo, da čez 2 leti bo prišla epidemija in boste rekli, je prišla, super, sem pripravljena, kaj naredim zdaj, bum, 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 bum. Potem dajte biti vodja, dajte biti v dobrem čustvenem stanju. Postavite se v to dobro čustveno stanje in vodite druge ljudi. Poglobite se v sebe. Pomislite, kaj je zdaj v vas dobrega in kako lahko nek občutek hvaležnosti, to, kar smo zdaj v bistvu počeli, počnite vsaj 10-15 minut na dan, vsak dan. Potem zdravje. Poskrbite za zdravje. Jaz sem vam rekel, jaz ne grem, zdaj, moram imeti limone, ne grem od hiše, če nimam limone, zdaj imam še to meto noter, tako, in res vam povem, dajte skrbeti, da se vi dobro počutite v vašem telesu. Vse jaz se kaj privoščim, daj out of the box, ima v resnici večji del je tako, da se dobro počutim jaz v mojem telesu. In na koncu pomagajte. In lahko začnete s tem, da boste pošiljali lepe misli vsem ljudem. Tudi ljudem, ki vam gre najbolj na živce, pošljite lepe misli. Zapomnite si, da to, kar vidite navzven, je odsev tega, kar imate navznoter. Ne boste srečali jeznega človeka navzven, ki ni jezen najprej navznoter. Ne boste srečali nekoga, ki žali navzven, ki ne največ in najbolj žali sama sebe. Zato jaz doskrat imam sočutje, ko gledam vse te ljudi, si mislim, kako težko mora biti življenje te osebe. Jaz sem vam hvaležen, da ste bili z mano.
da ste me spremljali, smo šli malo čez uro, se bojo pol punce jezile name, bi rekel, Aleksander, to je preveč, ne smeš toliko časa biti. Če je bilo kaj koristnega v tem, kar sem vam dal, izkoristite, mogoče se še kdaj vidimo, srečamo. Jaz vam bom dal tudi moj mail, ker vem, da ni tako enostaven čas, mislim, če vam lahko karkoli pomagam, napišite mi, včasih mi dajte malo časa, ker je odvisno od trenutka, kako hitro lahko odgovorim. Če se mi zdi, da nisem odgovoril, mi napišite še enkrat mastermindakademija.com in jaz sem zato tukaj, da vam služim. Sem dal v komentarje in zdaj bom pa res nehal govoriti, ga dam na vrh. To je moj osebni mail, lahko mi napišete, kako vam lahko služim, kako vam lahko pomagam, da naredite kakšnokoli spremembo v vašem življenju. Zdaj je čas, da delate spremembe. Tako da hvala vsem, ki me podpirate, zaupate, ki me spremljate. Bodite lepo, bodite v cvetju. In mislim, da je ta dan, ta meditacija, ta posnetek in tudi fajn, na poseben dan, to je danes je materinski dan, da ga lahko posvetimo vsem našim mamam. In ali so mame žive in ali niso žive, vedno bodo ostale naše mame, tako da mogoče dajmo ta meditacijo, to posnetek, to, kar smo danes skupaj počeli, to, kar smo skupaj ko-kreirali kot skupina, res posvetiti dragim osebam v našem življenju. Bodite v cvetju, bodite zdravi in nas spremljajte še naprej na različnih omrežjih in tako dalje. Pošiljam pozdrave, zapiram, hvala lepa in srečno.